Dober dan iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Predstavniki socialnih demokratov Zaresa, liberalne demokracije in Desusa so v soboto usklajevali koalicijsko pogodbo. Karl Erjavec je pred večurno razpravo povedal, koliko bo v pogajanjih popuščanja. Ja, to težko ocenujemo, odvisno koliko bodo trda pogajanja, veliko bodo trda, manj bo popuščanja. Po 15 urah so se koalicijska usklajevanja končala. Odprto ostaja le še vprašanje pokojnin. Kot je povedal Borut Pahor, čakajo samo še na izračune, na podlagi katerih bi v pogodbo vnesli realne napovedi. Dejal je tudi, da glede na gospodarsko krizo, bolj kot kdajkoli prej potrebujemo drug drugega. Ti zahtevni časi, ki so pred nami, niso plod slabe politike prejšnje vlade. Te okoliščine prihajajo dejansko od zunaj in to je morda ena srečna okoliščina za vso slovensko politiko in za vse nas. Namreč, da iskanje rešitev za probleme, ki jih prinašajo okoliščine, za katere nismo sami odgovorni, ampak so plod zunanjih dejavnikov, lahko bistveno bolj neobremenjeno diskutiramo vsi, tako tisti v vladi, kot tisti v opoziciji, in si vsi z enako vnemo, seveda z veliko večjo odgovornostjo tistih, ki bomo vladi, prizadevamo tudi za najboljše rešitve za našo prihodnost. Gledalkam in gledalcem, ki so nam pisali na naš naslov Poljanska 6 Ljubljana, pa sporočamo, res je, imeli ste prav, Borut Pahor je res zrasel za 2 cm po zadnjih parlamentarnih volitvah, kot so potrdili na inštitutu Jožef Štefan. Stranke naj bi se do konca tedna dogovorile tudi glede vodenja ministrstev. Predsednik državnega zbora Pavel Gantar je pojasnil, katero ministrsko mesto bi lahko zasedel Gregor Golobič. Mislim, da je moj predsednik stranke primeren za celo vrsto funkcij in tu se bo predvsem sam odločil, kam bo šel. Še minuta za našega sponzorja, tokrat je to Bar Cafe. 3 v 1. Kavica za dobro jutro. Zdaj bi mi pa pasal en cigaret. Na novinarsko vprašanje o svoji bodoči funkciji in o tem, zakaj se v špekulacijah pojavlja praktično na vseh ministrstvih, pa je Golobič odgovoril takole. To vprašanje je zame pretežko. Zakaj se pojavljam v vseh teh vlogah in nisem biti pravi naslovnik za to. Midva sva z Borutom Pahorjem imela razgovor o tem že pred časom, več kot tednom dni, in sva nek okvirni dogovor ali sporazum ali neko izmenjavo teh prvih idej o tem, kako zagotoviti tudi prisotnost predsednika koalicijske stranke v tej vladi, dosegla. Ker je, bom rekel, vse skupaj povezano s celoto in predvsem v predstojnosti mandatarja o tem ne govoriva. Pred začetkom koalicijskih usklajevanj so predstavniki Greenpeacea in Umanotere predsednikom 4 strank izročili svoje pripombe na osnutek koalicijske pogodbe. Nina Štros je povedala, da so stranke prehodu v nizkoogljično družbo, dobro se sliša, ker zdaj živimo v visokoogljični družbi, da so stranke prehodu v nizkoogljično družbo namenile premalo pozornosti. Mi pričakujemo, da se bojo naše pripombe upoštevane. Upamo lahko, vendar mislim, da si naši voditelji ne morejo privoščiti, da tega ne bi upoštevali. Glede na to, da je izziv podnebnih sprememb večji izziv, kot pa je finančna kriza, kajti ta ne bo odšel, finančna kriza bo preko slej, torej kratkoročnega značaja odšla, medtem ko podnebne spremembe pa ostajajo in moramo nasloviti to problematiko.
Predsednik republike Danilo Türk se je na Kitajskem srečal s kitajskim predsednikom Hu Jintaom in premierjem Wen Jiabaom. Pogovarjali so se predvsem o gospodarskih odnosih med državama, pa tudi o turizmu in kulturi. Sam sem se zavzel tudi za to, da bi na Kitajskem naredili nekaj za učenje slovenskega jezika. No in kitajska stran je jasno zainteresirana za proučevanje kitajske kulture in kitajskega jezika pri nas. Med 10 najbolj inovativnimi slovenskimi podjetji se je prejšnji teden na 3. slovenskem forumu inovacij predstavil tudi Ivo Boscarol s svojim podjetjem Pipistrel. Ne, ni šala, podjetje se imenuje Pipistrel. Letalo Taurus Elektro je namreč prvo dvosedežno letalo z elektropogonom. Ne začne se vse pri denarju, začne se pri tem, da hočeš biti drugačen od drugih, da hočeš svetu dokazati, da nisi tako majhen, kot gledaš na zemljevidu, in potem seveda rezultati so. O finančni krizi kot triumfu socializma komentar dneva Rado Pezdir. Hvala. Prosim. Potem, ko sta socialistična režima Clintona in Busha z odsotnostjo ustrezne pravne regulacije skupaj z Greenspanovo politiko poceni denarja pripeljala do prve resne krize, ki jo čuti postkomunistična Slovenija, je precej nenavadno prišlo do vsesplošnega idejnega triumfa antikapitalizma. Z oznanjanjem, da je trg mrtev, da je jasno, da lahko edina država regulira gospodarstvo in da je kapitalizem naletel na svoj berlinski zid, so svojo histerijo na kratko zadovoljili zgodovinski relikti in profeti groze. Zdaj, ko je ta triumf skoraj da že mimo, pa se lahko verjetno začnemo o reševanju krize pogovarjati tudi na bolj pragmatičen način. Poleg ukrepov, ki zahtevajo zaščito pozitivnih eksternalij, lahko pričakujemo korekcijo zakonodajnega okvira in špekulativnih balončkov na finančnih trgih. Slednjega bi morali biti veseli vsi tisti, ki jim sedaj, denimo nepremičninski trg, davi družinski proračun. Še več, če bomo za spodbujanje potrošnje in investicij oziroma gospodarske rasti doživeli znižanje davčnih stopenj, lahko pričakujemo tudi dolgoročni pozitivni učinek na zaposlenost. Kar pa je najbolj spodbudno, pa je to, da je ob racionalizaciji stroškov kriza idealen trenutek za končno racionalizacijo najrazličnejših izdatkov za zdravstvo in rezanje parazitov z proračunskih jasli. Zato sta na tem mestu samo dve možnosti. Da nadaljujemo s histerično debato o triumfu socializma in po državi začnemo ustanavljati kolhoze, ali pa da se kapitalizem in pravno državo skupaj z zaščito posameznika po tej lekciji prvič začne jemati zelo resno. Slovenija, 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 kulturac. Zanj se s fotrom sprava pet čevapčiče in prineseva vso opremo ven na verando, tam, kjer je kamin, in on potegne izpod mize eno veliko vrečo oglja in mu jaz rečem: ti, fotor, a se ti zavedaš, da je Slovenija že brez tega tvojega oglja dovolj visoko oglična država? In je rekel: pol pa sam peč tele kremenateljce, če češ. In pol sem bil brez večerje. V Portorožu se je zaključil 11. festival slovenskega filma, kar 6 nagrad je prejel film Vinka Mühlendorferja, Pokrajina številka 2, med drugim tudi za najboljši celovečerni film. Jan Cvitkovič je za film Vem prejel nagrado Vesna za najboljši kratki film. Kar oster ste bil danes na odru, ko ste dobili nagrado za kratki film, ne, če se ne motim? Ne, nisem bil oster. Bil bi oster, če bi tu bili prisotni, če bi se upali tu biti prisotni tisti ljudje, ki so mi najedali zadnje par let, ampak ti ljudje nimajo jajc, da bi prišli sem. Če bi imeli ta jajčka, govorimo o Simonitiju, Prodniku in ostalih politkomisarjih, bi doživeli to mojo simbolično brco na nesimboličen način. To je beseda, Cvitko. Ti sam poklič, kadar češ, greva, ajde, ti in jaz,
na ministrstvo, pa ne tako kavinči, neke klofute dati. Ne, po pički, direkt, poslušajte, benge, 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 jebem ti mamico, benge, 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 kaj je, benge, benge, benge. Ok, jaz ga držal tega v štepu, pa se pa zamenjava vsake 45 minut. Pankrti so se v petek ustavili v Škofji Loki. Peter Lošin je napovedal, da bo njihov zadnji koncert v kinu Šiška. Komentiral pa je tudi premike na slovenskem političnem prizorišču. Mi osebno si ne delamo utvar, da se je kaj premaknilo. Še vreme. V soboto sem nameraval svoj motor prepeljati na obalo, pa je bil dež. Ja, pizda, no! Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Svidenje.